Dragi otroci, lepo pozdravljeni. To zgodbico danes podarjam vsem vam otrokom in vsem mamicam, ki smo včeraj praznovale svoj praznik. Prisluhnimo v zgodbico, kaj je Pika Pikapolonica podarila svoji mamici za praznik. Pika je čudovita majhna pikapolonica. Stara je že 4 leta in pol in na krilih ima 4 črne pike. Danes zjutraj so Pika in njeni prijatelji v šoli izdelovali darila za svoje mamice. Narišite cvetlice vseh barv, potem jih izrežite po črtah, je naročila učiteljica. Nato jih boste dali v majhen lonček. Na poti domov Pika zelo previdno nosi svoje darilo za mamico, da ga ne bi zlomila. Zelo je lomljivo, jih je opozorila učiteljica. Pika je zelo ponosna na svoj izdelek. Njena mami bo nad vse vesela. A veter se ukrepi in piha. Piha tako močno, da Pika odnese visoko v zrak. Skloni se, da bi zaščitila darilo za mami, a ko pristane na nožicah, opazi, da so vsi peci na rožah upognjeni. Uboga Pika! Potem začne deževati. Pika si poišče zavetje, a pljusk! Velika debela dežna kaplja jo zmoči in zbije njen izdelek na tla. Lonček za rože se razbije na 1000 koščkov. Tokrat je njeno darilo popolnoma uničeno. Pika je zelo žalostna. Le kaj si bo moja mami mislila o takšnem izdelku? Res je bil lep. Medtem ko joče, prileze mimo polž. Zakaj jokaš? Moj izdelek je zlomljen. Ja, potem pa izdelaj novega. Poglej, kaj sem jaz naredil za svojo mami. V rokah drži piškot v obliki spirale, kot je oblika njegove hišice. Vide ti je okusno, sklikne Pika. Jaz sicer nimam pečice, v kateri bi lahko spekla piškote, a imaš prav. Za mamico moram narediti novo darilo. A Pika še zmeraj nima ideje. Odloči se, da obišče gosenico. Dober dan, gosenica. A si že izdelala darilo za svojo mamo? Poglej, na listu sem z majhnimi luknjicami oblikovala srce. Kako čudovito! Jaz ne znam delati lukenj, tako kot ti, gosenica. Domisliti se bom morala česa drugega. Ko gre mimo pšeničnega polja, Pika povpraša Pajka. Pozdravljen, Pajek, kaj pa ti? Ali si pripravil kaj za svojo mamico? Ja, spletel sem mrežo v obliki zvezde. Tvoja mami bo navdušena. Nažalost, jaz ne znam plesti mreže. Domisliti se bom morala česa drugega. Ko odleti, sreča še čebelo. Pozdravljena, čebela, je to, kar držiš v rokah, darilo za tvojo mami? Je, odgovori ponosna čebela, to je vrč medu. Okrasila sem ga z rjavimi in rumenimi črtami, sprav takšnimi, kot so moje. To bo tvoji mamici zagotovo ugajalo, reče Pika čebeli. Tudi moji bi bilo takšno darilo všeč, to se razume, a nažalost, pikapolonice ne delamo medu. Še malo naprej Pika prekriža pot koloniji mravelj. Dober dan, mravlje! Potrebujem idejo za darilo za svojo mamico. Ena od mravelj se ustavi. No, jaz sem narisala zelo lep portret svoje mamice, z nekaj rdeče, črne in bele barve ter srcem. To pa je dobra ideja, zelo rada rišem. Pika si misli sama pri sebi, kako bi rada presenetljivo, sijajno in zares neverjetno darilo. In razmišlja dalje. Čebela je naredila darilo s črtami, polž s spiralami, gosenica z okroglimi luknjami, Pajek je spletel lepo mrežo, mravlja pa je narisala risbo rdečo, kot je ona sama. Če želim narediti darilo,
ki upodablja mene, mora biti rdeče s črnimi pikami. To je to! Tokrat dobi Pika odlično idejo in se loti dela. Slišiš lahko, kako reže, barva, lepi. Le kaj izdeluje? Njeno darilo je končano in Pika odhiti domov, da bi z njim obdarila mamico. To je mak zate, mami. Je enake barve, kot smo pikapolonice. Hvala ti, moja mala Pika. Tvoje darilo je najlepše od vseh. Pridi k meni, naj ti stisnem poljubček, kot ga znamo samo in samo pikapolonice.